Spoštovani Milan, spoštovani zbrani, prav lepo pozdravljeni tukaj na Ptuju, zelo blizu Milanovega doma. Zato verjamem, da mu je še posebej toplo pri srcu in zaradi tega je nas iz Ljubljane zbobnal vsem, nam ni nič prizanašal, je rekel, tukaj hoče imeti svojo konvencijo in smo prišli. Prišli smo z veseljem. Ko je padla odločitev, da bo Milan kandidiral, moram reči, da smo se v Novi Sloveniji takoj odločili, da ga podpremo. In to zato, ker smo v njem videli pravega kandidata, ki spoštuje, ki živi tudi naše vrednote. Zato ni bilo oklevanja, Milan in mi smo s teboj od začetka in bomo s teboj do zmage, po zmagi boš pa ti tako predsednik vseh Slovencev. Ko se vprašamo, kakšnega predsednika Slovenija potrebuje, moramo najprej postaviti diagnozo, kaj nam manjka, kakšnega človeka bi potrebovali na tem mestu. Zagotovo človeka, ki ima v Evropi, v svetu ugled. Ker me je prav Milan nasledil v odboru za kulturo in izobraževanje v Evropskem parlamentu, se od časa do časa pozanimam pri svojih bivših kolegih, ki so še vedno tam, kako pa je Milan v odboru. In vedno mi pravijo, ja, Milan je pa priden, delaven, veliko dela v tem odboru, spoštujemo ga, simpatičen je, pravijo ženske in tako naprej, vsega ne smem izdati. Zato sem prepričana, da bi prav Milan nas tudi v Evropi dobro zastopal še naprej kot predsednik države, ki mu lahko zaupajo. Kajti ostala dva kandidata, protikandidata sta že imela možnost, da se izkažeta pred Evropo, pa žal sta Evropo razočarala. Zato sem prepričana, da je Milan tisti, ki nima tega nahrbtnika praznih obljub na hrbtu, ampak je dejansko mož besede, kot je bilo rečeno, to, kar živi, tudi govori in dela, pozna življenje od blizu, blizu mu je delo na zemlji, živi svojo družino, jo podpira, je preprost, dostopen, zelo človeški, hkrati pa tudi zna zelo modro razmišljati o tem, kaj Slovenija potrebuje. Morda je v zaostanku samo v tem zaostanku, ker druga dva protikandidata sta to že ves čas delala, ker sta imela takšne funkcije, da sta lahko že veliko obljubljala v preteklosti, veliko govorila, Milanu pa zadnje čase gre čedalje boljše, tako da sem prepričana, da v drugem krogu bo še bolj napredoval do končne zmage. Veliko veste o njegovih kvalitetah, zato sem prepričana, da je res pravi kandidat za predsednika. Zdaj moramo še samo vse narediti, da bo izvoljen. Ne dajmo se malodušju, ne mislimo na tiste ankete, ki kažejo drugače, ampak nocoj do polnoči lahko naši telefoni še močno delajo, pregorijo, lahko še marsikoga nagovorimo, ker včasih smo za koga prepričani, se ta bo šel na volitve, pa ta bo prav volil, pa se na koncu izkaže, da ni šel, ker je izgubil upanje zaradi takih in drugačnih okoliščinah. Jaz pravim, tukaj na Ptuju 90% volivcev bo vendarle podprlo vašega in našega kandidata. No, če pa pogledamo Desternik, tam pa recimo, da kakšen 1 ali pa 2% ima pravico misliti po svoje, sicer pa Milan, ti želim skoraj 100% zmago. Milan, hvala, da si se tako pogumno spustil v to tekmo, res naredil si veliko kilometrov, veliko žrtvoval za to, tudi cela tvoja družina. Jaz upam, da si bil s podporo Nove Slovenije zadovoljen, koliko smo mogli, smo se trudili, te podpirali, sodelovali in seveda želimo, da v nedeljo, ko bodo volitve,
ne bi bilo treba iti v ogenj za to, da ti oddamo glas. Upam, da niti ne v vodo za to, da oddamo glas, ampak tudi, če bi se to zgodilo, bomo šli in bomo podprli našega kandidata Milana Zvira, ker bo predsednik vseh Slovencev.